kar začela. En lep pozdrav v imenu Delavske zveze Slovenske demokratske stranke, ki bo z današnjim pogovornim večerom pričela s svojim projektom imenovanim Delavska zveza prihaja med vas, s katerim želimo svoje delovanje približati ljudem ter tako najti rešitev za marsikatero oviro, ki se ljudem pojavi v vsakdanjem življenju. Eno prijetno dobrodošlico bi želela izreči doktorju Ivanu Štuhecu, ki se je kljub natrpanemu urniku vzel čas in se nam danes pridružil. Ob tem naj povem, da je doktor Štuhec za današnje srečanje bil pripravljen predstaviti še eno srečanje, ki ga je načrtoval v današnjem dnevu, zato mu še enkrat iskrena hvala in seveda prijazna dobrodošlica. Upamo pa, da se bo v naši družbi dobro počutil. V uvodu naj povem, da smo v Delavski zvezi SDS želeli doktorja Ivana Štuheca gostiti že dalj časa. Vendar mislimo, da smo ga našli v pravem trenutku, saj smo prepričani, da je prava oseba za pričetek našega projekta, kajti je oseba, katera ne pozna tabu tem in je pripravljen spregovoriti o vsaki temi, ki se poraja v vsakdanjem življenju. Zato smo naš tokratni pogovorni večer tudi poimenovali Zaslužim si vedeti resnico. Gospod Štuhec, Janez Janša je v enem od svojih prispevkov zapisal: ko smo pred kratkim v Arhivu Slovenije še enkrat pregledovali zapraščene fascikle Socialistične zveze delovnega ljudstva, smo zasledili tudi predavanje takratnega predsednika te zveze, v katerem je Mitja Ribičič podal analizo tistega časa. Če se ne motim, je bil ta nastop leta 1977 ali 1978, skratka v 70 letih prejšnjega stoletja. Mitja Ribičič takrat pravi, da je edina resna nevarnost za režim v Sloveniji katoliška cerkev. Sedaj me zanima, zakaj menite, da so se takrat tako bali katoliške cerkve? Ja, lep dober večer. Zdaj ste začela z leti, ko sem jaz bil v bogoslovju in je bil Mitja Ribičič naš gost v bogoslovju. In sicer takrat veste, da smo proslavljali 29. november kot enega od glavnih praznikov. No in ob taki priložnosti je bil Mitja Ribičič tudi slavnostni govornik in po tistem njegovem uvodnem nastopu sem ga jaz vprašal, kako to, da ste komunisti s krščanskimi socialci oziroma socialisti lahko sodelovali do dolomitske izjave, po dolomitski izjavi pa ne več. In to vprašanje je bilo tako pregrešno, da seveda nisem dobil odgovora, ampak bilo je tako pregrešno, da tudi bi, če bi tam v teh arhivih še malo naprej pogledali, bi verjetno tudi na moje ime kje naleteli, Zaradi tega, ker je stvar šla tako daleč, takrat je bil pomožni škof Grmič naš rektor, da je postavil zahtevo, da se me izključi iz teološke fakultete, ker tako grde vprašanja postavljam. Seveda, glejte, saj je pač jasno bilo, da komunistična ideologija in pa komunistična revolucija je imela za cilj obvladati celotno družbo. In še zadnji ostanek, ki je v institucionalnem smislu bil resna ovira, je bila prav katoliška cerkev. In ne samo to, da je bila katoliška cerkev še edini preostali institucionalni ostanek, ki ga niso popolnoma obvladovali, kar jim je bilo še bolj na potu in na živce, je bilo to, da katoliška cerkev ima svojega šefa izven vsake države in tudi izven njihovega sistema. To jim je šlo posebej na živce. Jaz sem prav v tistem času tudi bil na obisku svojega prijatelja, ki je bil pri vojakih v Beogradu in ker sem z nekim drugim prijateljem, ki ga morda celo nekateri poznate, ker ni daleč od vas doma, s Frančkom Križnikom, govoril o tem, da grem v Beograd, mi je takrat Franček Križnik rekel, pa bi šel ti k Džilasu na obisk.
Zdaj pa 21-letnemu šmrkavcu reči, da gre k Džilasu na obisk, veste, da je to motivacija, da rečeš absolutno ja, ne? Čeprav je bilo to hudo nevarno. Ne? No in Franček mi je potem dal liter šnopsa, pa eno knjigo za Džilasa, pa v tisto knjigo je dal eno pismo. In tako sem jaz šel k Džilasu na obisk in Džilas je stanoval zadaj za beograjsko skupščino, tako v enem bloku, se pravi, bil je pod kontrolo, ne? Čeprav je imel Nobel stanovanje, ne? To ni bilo stanovanje komunističnega proletarijata, ampak aristokracije komunistične, ne? Veste, da Džilas je bil najtesnejši Titov sodelavec med drugo svetovno vojno, ne? Dokler ni padel v nemilost. No in zanimivo, ne, v tem pogovoru sem si zapomnil 3 stvari iz tega pogovora. In ena od stvari je bila povezana tudi z tem, kar sem prej omenil. Džilas je rekel, katoliška cerkev ima 3 prednosti pred pravoslavno. Da imate šefa izven države, ki ga ne more nobena oblast kontrolirati in ta šef, ne, papež, lahko se vedno zavzame za vsako svojo lokalno cerkev kjerkoli po svetu. Drugič imate prednost v tem, da imate dobro organizirano katehezo, kar recimo pravoslavje ni imelo. In tretjič imate prednost v tem, da imate neporočene duhovnike. Zato, ker vas nišče ne more tako močno obvladati, kakor tiste, ki so poročeni in imajo družino in otroke. In če imajo družino in otroke, potem so seveda dosti bolj ranljivi, kakor pa če je nekdo sam. To so bile Džilasove ugotovitve, prednosti katoliške cerkve pred pravoslavno cerkvijo. Ne? No in zdaj sem malo v tej štoriji zajadral tudi še kam drugam, ampak s tem na nek način je tudi Džilas povedal, ne, kako je katoliška cerkev za vsak sistem, posebej še pa za komunistični sistem, ne, bila velika ovira, ne, za obvladanje družbe v njeni totalnosti. Kajti to je bil cilj komunističnega sistema, da obvlada družbo v njeni totalnosti, se pravi v vseh porah družbenega življenja. No in ker sem zdaj že bil pri Beogradu, sem ravno te dni zaključil eno razpravo o beograjskem nadškofu Ujčiču, ki je bil po rodu sicer Istrijan, drugače je deloval v Gorici, pa bil je prvi profesor moralne teologije na Ljubljanski univerzi in teološki fakulteti po ustanovitvi, se ve, ker bo letos 100-letnica univerze, smo pisali članke o teh, ki so bili prvi profesori, naši predhodniki. No in sem tudi zdaj ponovno ob Ujčiču osvežil, ne, ideje, pač te ideje, ki so bile takrat aktualne, tako imenovano duhovniško društvo. Ne. V tistem času, ne, je tudi še duhovniška društva so bila zelo aktualna. Komunisti so podpirali ustanavljanje teh društev tam v 50-ih letih, leta 1952 se je ustanovilo tudi v Sloveniji. In kaj je bil cilj teh društev? Ne? Ustanovili so duhovniško društvo zato, da bi enkrat, ne, tekom razvoja teh društev, ta društva ustanovila lokalno cerkev, odcepljeno od Vatikana, se pravi odcepljeno od glave, ki je bila izven nacionalne skupnosti in pa državne skupnosti, in tako bi jih seveda dobili cerkev popolnoma pod kontrolo. Ne, ampak to jim seveda tudi v Sloveniji in tudi drugot ni uspelo, no, ampak škof Ujčič, ne, ki je bil moj predhodnik kot prvi profesor moralne teologije na Teološki fakulteti v Ljubljani, je glede duhovniškega društva imel zelo jasno stališče, da ni bilo legalno in je tudi prepovedal svojim duhovnikom, da bi se včlanjevali v to. Tako da, to je bila zadnja faza revolucije. Uničiti katoliško cerkev in na ta način obvladati seveda ljudstvo in prebivalstvo v celoti in popolnoma. Zdaj bomo lahko rekli, ali pa danes lahko zaključimo, kar ni komunistom uspelo in pa izgleda, da uspeva v zadnjih 30 letih. V svoji knjigi Smer, osvobojena dežela ste zapisali:
Po spremembi oblasti v Sloveniji leta 2004 je prišlo do prve ostre ideološke konfrontacije o spremembi zakona o RTV Slovenija ter nadaljevali. Novi zakon o RTV ni odprl samo demokratičnosti in pluralnosti slovenskega medijskega prostora, ampak veliko bolj vprašanja strukturiranosti slovenske družbe in njene nepreglednosti oziroma njene zakamufliranosti. Kakšen je vaš pogled na to razmišljanje skoraj 14 let po izidu te knjige? Ja, moj pogled je danes še hujši, kot je bil takrat. Takrat je bil zelo, bom rekel, zelo zmeren. Situacija leta 2004, ne, ste bilo. Leta 2004 je situacija bila na medijskem področju po mojem boljša, kot je pa danes. Zato, ker so se takrat vsi mediji, tudi tako imenovani levi mediji, trudili, da bi bili znotraj sebe koliko toliko pluralni. Medtem ko v zadnjih, bom rekel, 10 letih, ne, se nišče več za to ne trudi. Zato, ker tudi moramo vedeti, ne, dokler je Slovenija nekako vstopala v mednarodne integracije, je vedno potrebovala pluralno demokratično fasado. Ko so se te stvari zgodile, takrat te fasade ni bilo več potrebno imeti in takrat so se tudi zopet mediji bolj ali manj profilirali vsak po svoje in pripeljali v to situacijo, v kateri smo danes, da imamo seveda večinsko leve medije in pa imamo tudi nekaj desnih medijev. Ne? Ampak ta razvoj v zadnjih, lahko rečemo, 15 letih ne, ni bil pozitiven, ni bil dober in ni prispeval k večji demokratizaciji družbe, ampak prispeva k večji polarizaciji družbe in to seveda za neko splošno demokratično kulturo ni dobro in ni koristno. Tako da medijska situacija je pri nas po mojem problem številka 1, zaradi tega, ker je zelo veliko odvisno od tega, kakšna je medijska krajina, tudi kakšna je potem politična krajina. Glede na razpršenost oziroma usmerjenost medijev v Sloveniji v letu 2019 me potem zanima, kako bi komentirali naslednji podatek. Da so leta 1909 imeli takratni jugoslovanski socialdemokratični stranki, katere člana sta bila tudi Ivan Cankar in dr. Henrik Tuma, 3 časopise Rdeči papir, ki je izhajal 2-krat tedensko, Delavski list, ki je izhajal 1-krat tedensko ter Občasni naprej, ter vrsto različnih glasil in različne brošure. V nadaljevanju me zanima, ali se vam zdi, da je bil v tistem času medijski prostor, v katerem je bil samo tiskani medij, vseeno bolj razpršen kot danes, ko imamo na izbiro veliko medijev, in zakaj je po vašem mnenju tako? No, lepo, da ste posegli tako daleč nazaj v zgodovino, v Cankarjev čas, ne, se pravi 100 let nazaj. Zaradi tega, ker pred dobrimi 100 leti, 110, 20 leti se pravzaprav ne v Evropi, v posameznih državah začel oblikovati nek modern, sodoben družbeni red, ki ga danes imenujemo parlamentarna demokracija. In hkrati s tem je seveda takrat tudi bil na nek način v porastu in razvoju tisk, hkrati pa tudi recimo, lahko že govorimo o začetkih medija, kot je bil radio, o televiziji pa seveda še ni bilo ni duha, ni sluha. Na rob tega vašega zgodovinskega sprehoda ne povem, da je leta 1918 Mohorjeva družba imela 90.000 naročnikov redne zbirke. Si predstavljate to številko? 90.000 naročnikov redne zbirke na koncu Prve svetovne vojne, ki je bila vojna lakote, vojna pomanjkanja. In ljudje so kljub temu tako množično kupovali Mohorjeve knjige, kar seveda pove nekaj o izjemno visoki zavesti slovenstva in Slovencev v tistem obdobju, ker to je seveda bil čas, ko so na nek način Slovenci takrat upali, da bodo prišli do svoje države. Torej,
če se vrnem nazaj k vašemu vprašanju, ne, to so bili začetki oblikovanja neke pluralne družbe, neke demokratične družbe in seveda, če bi pri nas ne bilo komunistične revolucije, bi se mi danes ne pogovarjali o levih, desnih, ne vem kakšnih medijih. Mi bi danes imeli medije, ki bi bili bolj recimo socialdemokratsko usmerjeni, medije, ki bi bili bolj liberalno usmerjene in medije, ki bi bili krščansko-demokratsko usmerjene. Tako je vse povsod v tistih državah v Evropi, kjer ni bilo revolucije in komunističnega preobrata. Tam so vse povsod se mediji normalno, kljub drugi svetovni vojni, razvijali nekako v teh treh smereh in tudi danes, če pogledate pač, sosednjo Avstrijo ali pa Nemčijo, ne, ali pa Italijo, lahko vse povsod rečete recimo za časopis, ne, ta časopis je bolj socialdemokratski, on je bolj krščansko-demokratski, tretji je bolj liberalen, ker je bolj ekonomski in tako naprej. Mi pa nismo seveda imeli več te tradicije in ker so vsi mediji bili absolutno pod komunistično oblastjo, ne, tudi seveda nacionalni mediji, so se ti kadri na nek način resetirali na teh medijih in danes, če pogledate od vseh vodilnih, ki seveda niso več tako vplivni, kot so včasih bili, ampak vsi osrednji slovenski časopisi so levi, ne, Delo, Dnevnik, Večer so izrazito levi, Nedeljski dnevnik ravno tako, ne, praktično od etabliranih časopisov enega dnevnika, ki bi bil kakorkoli drugače orientiran, kakor je bil že pred osamosvojitvijo. Zdaj, na področju televizij imamo seveda nekaj več pluralnosti, tudi na področju tednikov imamo nekaj več pluralnosti, ne? Ampak vse to niti približno ne, ni ustvarilo v Sloveniji ene medijske kulture in krajine, kjer bi lahko rekli, da imamo pluralno zaseden prostor na medijskem področju. Ampak imamo še vedno zelo enosmerno, enostransko zaseden prostor. Če smo se že dotaknili medijev in seveda njihovega poročanja, me zanima, kako vi gledate na Slovenijo v primeru, da se ne bi zgodila Patria in Zvonovi. Kaj bi bilo, če bi mainstream mediji o teh dveh temah poročali realno? Ja, če bi poročali realno o Patriji, Patrije ne bi bilo. To bi bilo realno. Ne? Če bi poročali realno o Zvonovih, Zvonovi ne bi propadli. Ker ste zdaj že Patrijo pa Zvonove, pa sem prinesel tudi svojo knjigo Slovenija brez Patrije in Zvonov s seboj. V tej knjigi sem tudi se posebej Zvonov še posebej na novo lotil in naredil tudi eno analizo tega vprašanja okrog Zvonov. Glejte, vse firme, kjer so Zvonovi bili lastniki, živijo ali pa so bili za blazne denarje prodane. Torej, Zvonovi niso bili slab gospodar, to, kar se jim je hotelo očitati. Te dva, ki je bil glavni krivec za ogromne vsote kreditov, ki jih so iz Zvonovi jemali, zato da so kreditirali izgradnjo omrežja, te dva funkcionira in njegov lastnik je postal Gratel, ki je gradil omrežje. Gratel je iztožil Telekom, ne vemo za koliko, v javnosti je prišla številka 50-60 milijonov, ampak verjetno je bilo krepko več. Gratel je iztožil Telekom, zato ker je Telekom takrat kot monopol ni dovolil, da bi se po njegovih kablih, ki niso bili njegovi, ampak so bili državni, niso smeli predvajati pač svojih linij. Tako da Zvonovi se ne bi smeli zgoditi, zato ni bilo dobenega resnega ekonomskega razloga. Tudi levi novinar, ki tudi prihaja z vašega konca, iz Šmarja pri Jelšah, Jager, ki zdaj piše za Mladino, je napisal več nadaljevanj v Mariborskem Večeru, v levem časopisu, kjer je glasno in jasno napisal in povedal,
Ljubljanska banka je bila tista banka, ki je odskočila v ključnem momentu od tega, da bi se naredil sanacijski program za zvonove. Ljubljanska banka je udbovska banka, ne? In je bila in je še ostala udbovska banka, in torej, ker je ta banka odskočila od sanacije zvonov, je zato seveda imela politično direktivo, ne pa ekonomske in finančne direktive. Vsaki banki bi se zgodba boljše išla, če bi zvonovi obstali, kakor pa da so jih pustili propast. Ker če bi obstali, bi zvonovi do leta 2015 po sanacijskem programu, ki je bil narejen, vrnili bankam vsem najmanj 60% celotnih kreditov, ki so jih najeli. Leta 17 pomladi, se boste morda nekateri spomnili, je bil prodan Helios. V Heliosu so zvonovi bili, mislim, da 42% lastniki Heliosa. Takrat po tej katastrofi, ki se je zgodila, se pravi po padcu delnic, je nekaj Avstrijec kupil Helios za 160 milijonov ali kaj, leta 17 pa ga je prodal za 560 milijonov. Torej, moraš biti res norc, ne, da verjameš, da je enemu človeku, ki je pred 5 leti kupil firmo za 160 milijonov, v 5 letih uspelo jo narediti na 560 milijonov. Če bi zvonovi prodali Helios za 560 milijonov, bi lahko pokrili skoraj večino svojih dolgov. Tudi tistih 800 milijonov je bila velika medijska laž. Teh 800 milijonov nikoli zvonovi niso bili nikomor dolžni, najmanj pa mariborska škofija. Ampak velika večina ljudi je to vzela za suho zlato, ker so pač mediji nekaj let nabijali teh 800 milijonov v javnosti kot nekaj, kar je za prmoj dun drži. Dolgovi zvonov so bili tam, no, od moje knjigi imate natančen podatek, ampak nekaj okrog 400 pa nekaj milijonov, in na dan, oziroma na 31.12.2010 je vrednost zvonov še zmeraj presegala vrednost kreditov. Tako da tu je bila seveda narejena velika barabija in svinjarija, mislim, da je čist prav, če rečem tako, zato ker so seveda dobili pa jasno, da neko, rečemo, finančno institucijo na levi nogi, ne, ki je pa še dodatno bila povezana seveda s cerkvijo, in ker je obstajala določena nevarnost, da bi se cerkev potem v tem smislu nekako tudi finančno in gospodarsko lahko dokaj osamosvojila, je bilo potrebno to uničiti. Seveda z vsem tem jaz ne zagovarjam, da je bilo vse v redu in prav, kar se je delalo okrog zvonov, daleč od tega. Tudi ne zagovarjam tega, da je bilo prav, da je recimo cerkev bila tako močno opeta v te zgodbe preko gospoda Krašovca. Do vsega tega sem kritičen, ampak ne glede na vse to in kljub temu trdim, ne, da zvonovi so padli zaradi politične odločitve in ne zaradi ekonomsko-finančne odločitve. Vsa ta vprašanja sem vam zastavila, da pridemo do konca leta 2018, ko je v Sloveniji predsednik vlade po mojem mnenju posegal na področje, na katerega ne bi smel, in to je v svobodo govora. Najprej me zanima, kako vi gledate na to njegovo reakcijo. Na katero reakcijo mislite? Pa kaj? Da naj slovenska podjetja ne oglašuje v določenih medijih, demokracija. Ja, gledajte, kar zadeva zdaj tako imenovani sovražni govor in problem okrog sovražnega govora, ne, prvi, ki ga je treba v zvezi s tem omeniti, je seveda Milan Kučan, ne. Zato, ker očitno mu je ta tema zelo pri srcu, in ko je njemu neka tema zelo pri srcu, potem je pri srcu tudi večinskim slovenskim medijem. Zdaj, jaz se ob tem sprašujem, pa res ne razumem, ali so novinarji tako butasti, da ne vidijo, da je treba svojo glavo misliti, ne pa za Kučanovo glavo, ali pa je to direktiva
ki jo tako razumejo, ko se vrhovni poveljnik oglasi, da vsi navzdol marširajo in korakajo tako, kot je on rekel. Te dve možnosti vidim ves čas pri podobnih situacijah. Ne. Vemo, da je Kučan na Ilovi gori začel z sovražnim govorom, zdaj je spet ponavljal to zgodbo, ne. Ampak predno, se pravi, tu je predsednik vlade je tu sitna riba. Ne. Glavni riba smrdi pri glavi in tam se je to začelo in glavni problem je Milan Kučan, ne Šarec. Ne. Šarec je v bistvu marioneta. Ne. Če me vprašate, gre za marionetne vlade. To sem tudi te dni povedal na eni televiziji. Dokler bomo imeli marionetne vlade, tako dolgo nam bo vladal Kučan ali pa globoka država. Ne. On se sicer to smeji, ko mu pri Večeru to postavijo, ampak če bi Večerovi novinarji bili, zakaj bi mu rekli, ja pa gospod Kučan, kako pa to, da potem, ko ste vi rekli, da je treba sovražni govor preganjati, zdaj že 3 mesece, 4 mesece samo o tem govorimo v Sloveniji. Ne? Ja, dajte odgovor na to. Kdo pol to producira, to govorjenje o tem sovražnem govoru, ko da je to problem številka 1 v Sloveniji. Ne? Očitno torej funkcionira ta družba in ta država še vedno na ta način, kot je funkcionirala v totalitarnem sistemu, da ko je šef zgore nekaj rekel, so vsi nazdol to, kot vemo, ne, do zadnje partijske celice izpolnjevali. In tako si lahko razlagaš. To je bil model, po katerem je funkcionirala njihova oblast in njihova država. In ko se take stvari ponovijo, potem ne moreš drugače misliti kot to, da se ta model še vedno reciklira in ponavlja. In da ga ne bo tako dolgo konec, ne, dokler bo uspelo seveda te vrste politiki postavljati na izvršilno vejo oblasti tudi svoje marionetne vlade. Zdaj, kar zadeva izjavo seveda gospoda Šarca, vemo, ne, da takrat ob tisti njegovi izjavi, mislim, da je bilo kar precej vsesplošnega nerganja, ne samo na desni, tudi na levi, zato ker seveda to so vsi razumeli vmešavanje izvršilne veje oblasti in predsednika vlade na neko področje, kjer mora politika iti proč, kjer mora politika dati prste proč. Ne? Zato ker svobodni in neodvisni mediji so predpogoj za svobodne volitve in za svobodno državo. Predpogoj za svobodne medije pa je svoboda na trgu dela in kapitala. In ker te svobode v Sloveniji ni, zato ni svobodnih medijev. Če moraš ti zato, da dobiš neke reklame, recimo, ne, biti kakorkoli politično lojalen, je to seveda že znamenje, da v taki družbi ni prave pluralnosti in prave demokracije. In jaz mislim, da eden od problemov, ne, katerega se prva Demosova vlada in pa sploh Demos na začetku ni zavedal, da je ključnega pomena, kdo bo vladal finance, gospodarstvo in medije. Oni so se ukvarjali takrat z vsem drugim, kar je po svoje tudi razumljivo, ampak tu tudi naš dobri Pučnik, ki je bil po mojem še zmeraj prepošten, zato ker je mislil, da se bo vendarle dalo tudi z bivšimi komunisti nekaj zmeniti, ne. Ni uvidel tega ključnega vprašanja in problema, da če ne bomo imeli pluralnega gospodarstva, ne bomo imeli pluralnih medijev in ne bomo imeli pluralizma in demokracije v državi. Te stvari so med sabo preveč tesno povezane, da bi lahko gledali na stvari ločeno, ampak zato so stvari med sabo tudi tako usodno povezane in toliko bolj usodno je, če se potem oglasi predsednik vlade in da neke vrste neformalno navodilo, da državna podjetja ne smejo oglaševati v medijih, ki recimo njega kritizirajo. Ali se bo pod takšnim nadaljevanjem vladanja v Slovenijo vrnil zloglasni 133. člen Kazenskega zakonika SFRJ, ki je določal sledeče. Kdor s pisano besedo, letakom, risbo, govorom ali kako drugače poziva ali ščuva k rušenju oblasti delavskega razreda in delovnih ljudi,
k protiustavni spremembi socialistične samoupravne družbene ureditve, k razvijanju bratstva in enotnosti ter enakopravnosti narodov in narodnosti, k strmoglavljanju organov družbene samouprave in oblasti ali njihovih izvršilnih organov, k odporu proti odločitvam pristojnih organov oblasti in samouprave, ki so pomembne za varnost in razvoj socialističnih samoupravnih odnosov, varnosti in obrambo države, ali kdor s hudobnim namenom in neresnično prikazuje družbene in politične razmere v državi, da se kaznuje zaporom od 1 do 10 let. Je fajn slišati te stare komunajzarske litanije, ne? Mislim, da ti slabo pride, ko to slišiš, ne? Ampak dejansko je marsikdo zaradi tega člena bil v zaporu. Vse zato, ja. Ne, jaz mislim, da te nevarnosti ni, ne? Kako daleč stvari ne morejo iti. Poglejte, tudi če vzamemo primer Patria, ne? Tudi primer Patria kot nek sodni proces in sodni postopki, ne? So v končni fazi tudi znotraj Slovenije naleteli na neko mejo, preko katere si nišče ni upal več iti, ne. Tako da mi imamo seveda trenutno, ne, imamo to srečo, da smo v neki skupnosti, kjer vendarle določeni demokratični principi veljajo, in če se ti principi prestopijo in se ne upošteva, potem lahko seveda to postane mednarodni problem, ne. Tako da z tega zornega kota se jaz ne bojim, da bi stvar šla tako daleč. Ampak se ni treba, da gre tako daleč, ne. Ni treba, da gre stvar tako daleč, da bi recimo midva šla v zapor zaradi tega, ker si danes privoščimo svobodo govora, ne. Kaj pa midva lahko nocoj narediva? Tu nas je 20-25 ljudi, ne, pa še to vsi bolj ali manj tako mislite, kako jaz govorim, ne. Tako da nekega strašnega vpliva recimo nimamo na to, ne. Važno je, kdo ima največji vpliv na prebivalstvo, ne. Važno je, kdo ima vpliv na prebivalstvo tako, da se prebivalstvo potem na volitvah odloči, kako se odloči. Ne. Tu je večji problem, ne, večja težava, da če nekdo potem, recimo kot izvršilna veja oblasti reče, ne, mi bomo nekaj stvari podpirali, drugih pa ne bomo podpirali, pol to pomeni, da še ožijo manevrski prostor vplivanja na prebivalstvo preko različnih medijev. Seveda, hvala Bogu, je danes tako, ne, da imamo tudi internet, pa imamo Facebook, pa imamo razne druge oblike komuniciranja, preko katerih seveda mimo vseh uradnih kanalov lahko neke komunikacije stečejo in tudi informacije stečejo. Ampak, če pomislimo, ne, da je predvsem mlada generacija tista, ki uporablja te vrste medijev, in da je predvsem mlada generacija tista, ki je do družbenega življenja, političnega življenja, do svoje države najbolj indiferentna, potem seveda ne moremo iz tega zaključiti, da so ti novi komunikacijski kanali tako vplivni in odločilni tudi zato, da bi se mladi ljudje zavedali družbene odgovornosti in da bi imeli tudi okrog tega koliko toliko razčiščene koordinate. Tako da imamo seveda veliko bolj kompleksen in globok problem, ne, da enostavno to, kar smo že prej na začetku rekla, ne obstaja pri nas v Sloveniji dovolj pluralen, demokratični medijski prostor na vseh nivojih, pri vseh vrstah medijev, in ker je temu tako, seveda se posledično potem tudi ljudje temu ustrezno obnašajo, ravnajo in odločajo. Glede na prej povedano, me zanima, kako vi gledate na odziv podjetja GEN-I, ki je nemudoma po pozivu predsednika vlade odpovedalo oglaševanje v časniku Demokracija. Se vam potem takem zdi, da osebe, ki so v takšnih položajih, zasledujejo interese celotne populacije v državi ali zgolj nekaterih posameznikov? Ne, oni zasledujejo interese najprej sebe, ker so se ustrašili, da bodo tam zamenjani, potem zasledujejo interese seveda vodilne politične garniture, ki ima vpliv na odločanje o tem, kdo sedi v nadzornih svetih državnih firm, kdo so direktorji državnih firm in tako naprej, ne. Jasno je, da, poglejte, ne,
zdaj pa nišče ne kriči v slovenski prostor, da je potrebno gospodarstvo osvoboditi od politike. Ne. Zdaj pa točno to se dogaja, ne, da politika z nekimi z besedami vpliva na gospodarske subjekte, ki potem se odločajo seveda v skladu z tistim, kar so neki visoki politiki povedali vis-a-vis medijskih hiš. Ne. In to je ta piramida, o kateri sem tudi prej govoril. Ne. Torej, če ste gospod Kučan in gospod Čarec rekla, kako se ne sme oglaševati, se je to dejansko že zgodilo. Ne. In to pomeni, da njuna beseda ni razumljena od ljudi, ne, ki so v gospodarstvu, pa če tudi je ta firma državna firma, da želijo biti od politike neodvisni. Se tudi ne morajo biti neodvisni. Ne. To je ista bedarija, ne, da hočeš biti neodvisen, če si šef državni firmi od države in njene politike, kot če bi hotel biti neodvisen od lastnika neke firme, ki te je nastavil za direktora. Lastnik te lahko danes postavi, pa jutri odstavi. Enako je država. Država, če je lastnik, te odstavi in te postavi. Ima za to vso pravico. Zato pa je seveda trend, da država ne sme imeti prevelike moči in vpliva na gospodarskem segmentu, ker potem s tem onemogoča pluralizacijo družbe. In točno to se pri nas dogaja. Ne? Ampak polna usta smo jih imeli v svoj čas, kako mora biti politika proč od gospodarstva. Če je desni politični pol na oblasti, pol mora iti proč od gospodarstva. Če pa je levi, pa še si ustanavljajo nove firme državne. Za konec me zanima, če bi lahko z nekaj besedami opisali kvaliteto slovenskega medijskega prostora in kaj bi ustvarjalcem tega področja položili na srce, da upoštevajo pri ustvarjanju svojega dela. Ja, glejte, jaz mislim, da se to ni sam problem Slovenije. To je problem, svetovni problem. Nekje sem zdaj mimogrede ujel Špigel, ne. Tam se je razkril en novinar, ne, ki je leta dolgo pisal lažne članke. Ne. Vse to je problem medijskega sveta nasploh. Ne. Ampak ta problem je manjši tam, kjer so v ozadju tudi različni gospodarski subjekti, ki vsak po svoji liniji zastopa svoje interese in podpira različne medije. In potem imaš koliko toliko pluralni spekter. Ne. Ampak vse tudi drugot, ne, ni situacija nič kaj dosti rožnata in idealna, ni samo v Sloveniji. S tem, da seveda je v vsaki taki državi, kot je Slovenija, ki ima za sabo neko tako tradicijo, kot je tradicija tistega znamenitega člena o verbalnem deliktu, ki ste ga prej citirali, ne, je še toliko bolj to občutljivo. Zato bi seveda prva stvar, ki bi jo mediji morali, pa ki bi medijska kultura morala skrbeti, bi bila to, da je verodostojna in resnicoljubna. Drugo, kar bi morala skrbeti, ne, da bi bila čim bolj na distanci do oblasti, posebej do tiste vrste oblasti, ki ima največjo moč pri odločanju o stvareh v državi. Se pravi, tako imenovani psi čuvaji, ne? Psi čuvaji državljana bi morali biti mediji. Mediji so zato, da čuvajo državljane pred tistimi, ki zlorabljajo oblast. To je njihova funkcija. In če te funkcije ne opravljajo, so za nič. In je boljše, da jih ne bi bilo. In jih najbolj sram, če ne opravljajo te funkcije. In jih bo sram, da so v takem poklicu, da ne opravljajo funkcije psa čuvaja. Ne? Ampak vemo, ne, da pri nas pač imamo tradicijo agitpropovske medijske scene. Ne? To so trobila določenih političnih linij. Seveda, v taki situaciji je potem tudi na desnem polu ista nevarnost. Ne? Da ne bomo samo po levici šimfali. Ampak isti problem ima potem desni pol. Zato, ker odreagira tako, da pač vizavi levega pola postavi svoje stvari. Ampak pri nas je potem pa tako, ne? Desni ne smejo imeti svojih medijev, levi pa jih imajo žiher. Ne?
Levi imajo celo lahko državne medije, nacionalne medije pod svojo kontrolo, desni pa ne. Če mene vprašate, prva stvar, jaz sem bil pač 4 leta v tistem programskem svetu, kjer je tako to eno Sizifovo delo, ne? Tisti programski svet je za preganjanje megle, ne pa za kakršnokoli resno zadevo, ne? Ampak za ustvarjanje vtisa spet, ne? Vtisa pluralnosti in demokratičnosti, ampak prva stvar, ki bi jo morali narediti, ne? In ki bi jo lahko naredili, bi morala biti ta, ne, da bi rekli, en program nacionalni bo bolj provladni, drugi kanal pa bo bolj proopozicijski. S tem bi že naredili ogromno, ne? Če bi na nacionalki dali to, kar oni vedno rečejo, uravnoteženost, ne? V čem je ta uravnoteženost? Da povabiš 2 levičara pa enega desničara, to ni dobena uravnoteženost, ne? Ampak oni to uravnoteženost tako razumejo. V Nemčiji in v Avstriji je tako. En program je malo bolj levi, drugi je malo bolj desni. Recimo, to je prva stvar. Drugo, ko gre za ključne kadrovske nastavitve, nikoli in nikdar se na nacionalnem mediju ne bi smelo zgoditi, da so direktorji in televizije in radija in če še kakšni drugi direktor v hiši, vsi iz iste politične garniture. Vedno bi moralo biti tako, če je direktor televizije recimo postal nekdo, ki ga je levica bolj postavlja, potem mora biti direktor radija nekdo, ki ga desnica postavi. To bi bilo pravo uravnoteženje. Iskati, se pravi kadrovsko tudi, ne, to bi bil neki gentlemanski agreement, da če eni obvladujejo, kar je na nacionalni ravni in kar je posledica vseh nas, ki plačujemo naročnino, da lahko funkcionira, ne, bi moralo potem biti nek tak gentlemanski dogovor, da vedno se poišče potem tudi tiste, ki vodijo posamezni mediji na tak način, ne, da tudi opozicija, katerakoli, ne, se jutri bo morda enkrat levica v opoziciji in ravno tako potem ima pravico imeti tudi neko funkcijo recimo na tem področju. Ne. Tu so različni modeli, ki bi lahko recimo tudi za Slovenijo predstavljali neko rešitev v večji pluralizaciji medijskega prostora. Tako da to, kar sem zdaj govoril, nazadnje gre pravzaprav za strukturno rešitev in za kadrovsko rešitev. Ne? Če bi strukture bile drugače postavljene in bi tudi kadrovsko bilo to nekako dogovorjeno ali pa tudi zakonsko potem predpisano, kdo v katere določeni politični konstelaciji lahko vodi eni ali drugi mediji, bi s tem recimo dosegli neko večjo pluralnost. In jaz mislim, da na ta način bi pa dosegli tudi tisto, česar danes nimamo, dialoga. Ne? Ker s tem, ko so levi mediji tako rekoč izrinili desnico iz svojega medijskega prostora in ko so levi mediji služili samo napadanju, naprimer, če vzamemo Patrijo ali pa Zvonove, ne? Vsi levi mediji so te dve zgodbi skozi leta in leta prodajali kot neko suho zlato celi slovenski javnosti. Če bi oni šli analizirati, kaj so vse povedali o tem, bi jih moglo biti dan sram. Ampak nišče ni analiziral, pa tudi dobenega ni sram. No, hočem reči, ne, če bi recimo strukturno in kadrovsko zadeve bile drugače postavljene, ne, potem se ne bi moglo zgoditi, da bi lahko leta in leta dolgo prodajal neko zgodbo, da je to resnična zgodba, če pa vsi vemo, da ni bila resnična zgodba. Zdaj pa, seveda, kako pa boš zdaj na to odgovoril, na to hermetično zapiranje levega prostora medijskega, se pač skuša odgovarjati potem zopet z hermetičnim zapiranjem desnega medijskega prostora, ki je po eni strani finančno, drugič kadrovsko in tretjič tudi izkustveno in kar se tiče tradicije, bistveno šibkejši, kakor je pa seveda levi, ki ga obvladujejo že od druge svetovne vojne naprej. Tako da jaz vidim tu pač največji problem za našo demokratično družbo, ne, da v tem strukturnem in kadrovskem smislu ni prišlo do
ustreznih rešitev pri tako imenovanih nacionalnih medijih, ki bi s tem silili obe strani, ne, tako levo kot desno, če rečemo, k stalni komunikaciji tudi na medijskem polju. Ker si potem nišče ne bi mogel privoščiti, ne, da bo rekel, kaj jaz vem, na naši televiziji pa Janša nima mesta. Ne? To ne bi bilo možno. Ne? In na ta način bi recimo ta bolna medijska zgodovina, kakršno smo imeli, ker mi smo imeli bolno medijsko zgodovino, ne? Ali pa če pogledamo koncem 80-ih let, v začetku 90-ih let smo imeli boljšo medijsko krajino, kot jo imamo danes, ne? Bi v tem obdobju seveda na področju medijev lahko bistveno bolj pripeljali celo družbo in z njo tudi medije v neko bolj demokratično in pluralno ozračje, kot pa smo danes. Toliko z moje strani. Zdaj pa, če ima še kdo v občinstvu kakšno vprašanje za našega današnjega gosta. Izvolite.